Lep pozdrav, Mihael Žmahar iz Duhovnega telesa, potovanje duše, sem s tabo in tokrat bi ti rad povedal o 4 stvareh, za katere je nujno, da jih veš glede kristalov. Kristali so toliko napredna, toliko inteligentna bitja, ki kanalizirajo toliko izjemno energijo, ampak ljudje ne poznajo, kaj lahko kristali naredijo za njih. Ljudje ne vejo, da kristali lahko za njih pospešijo manifestacijo, da sprožajo zdravilne učinke in jih potem ne uporabljajo v svojem življenju. In to bi rad spremenil. Tako da 4 stvari, za katere je nujno, da jih ti veš o kristalih, so. Prva stvar, kristali pospešujejo regeneracijo telesa. Kristali imajo eno izjemno lastnost, ki se imenuje ta, da znajo perfektno komunicirati z biološkimi celicami telesa. Ko imaš ti sprogramiran kristal in ga ti približaš biološki celici, to je lahko kostna celica, maščobna celica, živčna celica, kakršnakoli celica v telesu, začne kristal komunicirati s celico. Začne brati njene zapise, celica pogleda zapise kristala in potem začne kristal, ker je pa energijsko kristal veliko bolj postavljen, energijsko veliko bolj stabilen kot celica v človeškem telesu, ki je pod vplivom misli in čustev človeka, začne kristal upravljati celico. In če imamo zdaj mi v kristalu prav program, ki sproži regeneracijo, ki sproži zdravljenje, ki sproži razreševanje neke fizične težave, se celica na to odzove. In kristal lahko nenormalno močno pomaga pri zdravljenju telesa, pri okrevanju, pri regeneraciji ali pa lahko celo preprečimo na tak način, da se nam nekatere slabe stvari zgodile. Tako da to je prva stvar, katera je v zgodovini znana že dolgo časa, da kristali zdravijo, ampak ljudje niso vedeli, na kak način se to zdravljenje dogaja. Druga stvar, ki je zelo pomembna glede kristalov, da veš, je, da umirjajo čustva. Vsi vemo, da imamo ljudje lahko kaotična življenja zaradi kaotičnih čustev. Ljudje čutimo svega in svašta. Ljudje imamo v sebi kaj? Imamo veselje, imamo radost, ampak imamo tudi žalost, imamo tudi jezo, imamo tudi strahove. In dostikrat ti strahovi in ta žalost in ta razočaranja in kaj jaz vem, kaj vse ljudje čutimo, nenadzorovano podivjajo in začnejo podzavestno voditi naše odločitve in začnejo podzavestno voditi naše življenja, rezultat česar so pa potem okoliščine, ki nas prizadanejo ali nam pa niso všeč. In kristali imajo fantastično lastnost, da vplivajo na vodo. Kristali v bistvu spreminjajo kristale vode. Ali veš, da se voda v našem telesu kristalizira in da oblika, v katero se kristalizira, določa, kako se bomo mi počutili? Občutki v našem telesu so v bistvu samo kristali v vodi, je oblika kristalizacije vode. Če smo mi dobre volje, je voda drugače kristalizirana v našem telesu, kot pa če smo mi slabe volje. In s kristali, z dobro sprogramiranimi kristali, lahko mi potem vplivamo na vodo v telesu in ko znamo enkrat vplivati na vodo v telesu, lahko vplivamo na vse čustvene energije. In če se počutiš slabo, ali si pod stresom, ali si jezen, ali prestrašen, prestrašena, lahko s kristali neutraliziraš te energije in se zopet vrneš nazaj v čustvo oziroma v energijo, ki ti bolje služi. In ljudje v bistvu v moderni družbi smo zelo velikokrat pod vplivom stresa, zelo imamo hiter tempo, zelo veliko se zahteva od nas. In ja, kristalno znanje o upravljanju čustev je nujno, da moderni človek, ki ima večje cilje v življenju ali pa želi nekaj narediti konkretnejšega svojega življenja, definitivno mora poznati. Tretja stvar je, kristali se zelo hitro odzivajo na tvojo sugestijo. Kristali so v bistvu živi, imajo zavest, slišijo. In ko ti prideš z neko svojo sugestijo, z neko svojo prošnjo ali pa ukazom, če lahko pač tako rečem, v kristal, se kristal odzove, nemudoma vzame tvojo energijo, jo zapiše vase in jo začne radiirati na tisto, s čimer, na kar želiš vplivati s tem kristalom. Zdaj, kaj je catch kristalov? Catch kristalov je, da so nenormalno stabilni. Oni imajo noro močno stabilnost znotraj sebe. Zaradi tega so tako močni prevodniki manifestacijskih energij. In jaz lahko en kristal sprogramiram, da me podpre pri moji manifestaciji ali pa realizaciji mojih ciljev in potem bo ta kristal lahko to 2-krat, 3-krat, 4-krat hitreje naredil in močneje naredil, kot pa jaz s svojim lastnim čustvenim sistemom, ki je počasih labilen sam. Tako da včasih
je zelo pomembno, da razumemo, oziroma vedno je zelo pomembno, da razumemo, da lahko kristale vedno priključimo na svojo manifestacijo. In vsa uspešna podjetja tega sveta, vsi posamezniki, ki imajo visoko zavest in so uspešni v tem, kar počnejo, definitivno podpirajo svoje manifestacije na tak način. Ampak ljudje tega ne znajo delati, ljudje ne vejo, kako podpirati energijo v svojega življenja s kristali, ne vejo, kako jih programirati. Tako da počakaj do konca videa, ti bom povedal več o tem še. In četrta stvar, v sebi imaš ti kristalni spomin. To se pravi, ti kot bitje, ti kot človek, ti kot moški, ti kot ženska, imaš v sebi kristalni spomin. In takoj, ko ti primeš kristal v roko, začne ta kristal zbujati tvoj spomin. To so pa zelo hudi spomini o manifestaciji, spomini o meteornem zdravljenju, o samoregeneraciji. Imaš sposobnost kanaliziranja informacij iz visoko frekvenčnih civilizacij vesolja, imaš možnost odpiranja portalov, ampak vsa ta znanja so v nas peča, vsa ta znanja v bistvu smo ljudje potlačili pod kopico nekih mnogih najpomembnih znanj, katere se moderni človek v modernem času uči. Tudi, ko ti enkrat vzameš kristal v svojo energijo in mu dovoliš, da vpliva na te, začne ta kristal v tebi zbujati zelo močne duhovne darove, začne zbujati zelo močne intuitivne sposobnosti in takrat lahko človek definitivno zagrabi energijo svojega življenja in jo pelje tja, kamor on želi. Ni več lutka, ni več marioneta. In to so 4 stvari, ki sem hotel povedati glede kristalov in bi definitivno rad ti več informacij o tem dal. In o teh stvareh med drugim poglobljeno učim na šoli za kristaloterapevte, ki se začne 5. februarja. 5. februarja začenjam z fantastičnim tečajem, na katerem učim ljudi kristaloterapije, kako upravljati kristalno energijo, kako delati kristaloterapije za fizično telo, za vse vrste tkiv, za vse vrste fizičnih izzivov, kako kristali vplivajo na celice, kako kristali vplivajo na auro. Potem delamo kristaloterapijo za čustven sistem človeka, za mentalni sistem človeka, kako ohlajati vroča bolečinska jedra, kako ohlajati čustvena jedra, kako povzročiti, da človek neha biti ujetnik nekega svojega mentalnega vzorca, ampak da ga lahko sam preprogramira. Naučim te kristaloterapije za delanje z otroci, naučim te kristaloterapije za delanje z živalmi, naučim te kristaloterapije za zdravljenje tebe, samega sebe kot kristaloterapeuta. To je fantastičen tečaj, izjemno poglobljen tečaj in obširen tečaj. Je pa zelo zanimiv. Potekal bo preko spleta in bomo v živo, v bistvu preko spleta, šli čez celoten tečaj. Ves čas je odprt chat, tako da ves čas komuniciramo, ves čas se postavljajo vprašanja, ves čas odgovarjam. Potem dobiš pa nebeško shrambo. Nebeška shramba je spletni portal, v katerega pa potem jaz naložim studijsko posnete kristaloterapije za delo doma in pa video posnete kristaloterapije, katere sem posnel, na teh videoposnetkih ti v bistvu demonstriram, kako se kristaloterapije speljajo, kam položiš kristale, kako kristali radirajo, kaj mora klient narediti, kaj moraš ti narediti, vse napotke. In dobiš celotno skripto celotnega tečaja, kjer je spisano absolutno podrobno vse, kar bomo delali na tečaju. In seveda na koncu dobiš certifikat. Tudi na koncu dobiš certifikat kristaloterapeuta in lahko delaš kristaloterapije po metodi Mihaela Žmaherja dalje, ukolikor imaš te želje. Lahko jih delaš zase zasebno, lahko jih pa delaš uradno ljudem v okviru svoje dejavnosti. Tako da šola za kristaloterapevte je definitivno eden izmed najviše frekventnih tečajev, ki prinaša znanja, ki jih človek v 21. stoletju rabi, in te čudovite kristalne strukture lahko končno začnemo ljudje uporabljati v svojem življenju, tako da nam bojo v največji možni meri koristile. Na tem tečaju definitivno ne bom učil, kateri kristal je za katero čakro in zakaj je kristal takšne barve, ampak bom učil globoka biološka, fizikalna znanja, ezoterična, kvantna znanja, kako kristali vplivajo na biopolje, kako se človek odziva na njih, kam jih postavljati, kaj se zgodi z energijo, in vse to bom naučil tebe. Tako da na naši spletni strani www.potovanjeduse.si najdeš več informacij o šoli za kristaloterapevte. Mesta so omejena, zagotovi si svojega, zaradi tega, ker lahko greva skupaj čez izjemno pomlad, kristalno pomlad, kjer te bom naučil stvari, ob katerih ti bo spodnja čeljust padla dol. Tako da veselim se te, da se vidiva, do takrat te pa lepo pozdravljam. Čau.